Črnopeškem kulturnem domu je potekalo 5. srečanje ljudskih pevcev in godcev, ki ga sedaj že tradicionalno priredi pevska skupina Čebelice Društva podeželskih žena Mirna Peč. Tukaj smo pripravili že 5. srečanje ljudskih pevcev in godcev. Vsako leto pripravimo to, razen takrat, kadar imamo čisto samostojne koncerte. Povabili smo take skupine, ki jih dobro poznamo, ali smo mi pri njih pele, ali pa smo se srečali na kakšnih drugih srečanjih in se spoznali, in ker vemo, da so dobri pevci, dobre pevke, smo jih povabili sem. Poleg Čebelic so na srečanju nastopile še ljudske pevke Lipa iz Šmartnega ob Dreti, ljudske pevke Pušelc iz Gornje Savinjske doline, ljudski pevci iz Stepanja, ljudske pevke Šmarjetke, pevci in godci Reber iz Janškovega sela, ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne, ljudski pevci Fantje z vasi iz Škocjana in etno skupina Nojek iz Bistrice ob Sotli. Velikokrat nastopamo, vse posod nastopamo. Mi recimo predvsem po Dolenjski, potem Bizeljsko, tam čez, okrog Brežic, na Štajerskem precej tudi. Nismo pa še bili na Primorskem pa Gorenjskem, tako da morda še kaj nas čaka. Ljudska pesem je močno živa ne le med starejšimi, temveč tudi med mlajšo generacijo. Jaz mislim, če bi sodila potem, koliko obiskovalcev imamo vedno na teh srečanjih, bi rekla, da je zelo veliko zanimanje, da so ljudje pravzaprav to potrebovali. Ker po vojni nekako tudi v šoli nismo ravno propagirali ljudske pesmi, ampak so bile druge na vrsti. Zdaj pa smo iskali najprej pesmi iz našega kraja, nekaj smo jih sicer dobili sem tja, ali pa so bili že zapisi pravzaprav prej narejeni. Vendarle tudi to drugot, znane pesmi, ki smo jih slišali, ki pa jih potem mi tudi sprejmemo in zapojemo. Slovensko ljudsko izročilo je vedno veljalo za izredno bogato in temu primerno lahko najdemo v določenih krajih pri nas prave zaklade tovrstnega izročila. Posebno v nekaterih predelih Slovenije. Ne ravno povsod, ampak prav zanimivo je, da ko sem gledala recimo v raznih knjigah ljudske pesmi iz tega okolja, pa sem opazila, da pravzaprav v našem okolju v sami Mirni Peči nisem našla kakšnih posebnih pesmi. Globodov, ki je precej od rok, nekako v skritem kraju, že zdaj bi lahko rekla, tam sem pa veliko zapisov našla, smo tudi peli že nekaj takih pesmi, nekaj pa samo tako smo videli, so še na vrsti. Čebelice so nedolgo tega obeležile 10-letnico svojega ustvarjalnega delovanja. Društvo podeželskih žena je pred 11 leti zdaj vse posod so ustanavljali oziroma so se združevali v tele skupine ljudskih pevcev in je potem prišla ena izmed teh žena k meni, če bi vodila to skupino ljudskih pevcev. Ja, sem rekla, nisem ravno ne vem kakšen strokovnjak, pojem pa rada, tudi doma smo veliko peli pri nas. In potem je bilo prijav veliko, začeli smo z 19 pevkami, kar je bilo pa kar malo preveč za skupino ljudskih pevcev. Seveda pa ti vsakoletni nastopi v domačem kulturnem domu še zdaleč niso edini, na katerih se Čebelice pojavljajo. Ja, kar precej. Lani smo imeli, če štejem, je bilo ravno 20 nastopov, kar je bilo kar precej. Tako, imamo pa redne vaje vsak teden, ob ponedeljkih 2 šolski uri, tako da zelo redno med počitnicami pa, če imamo nastope, imamo tudi vaje, če nastopov ni, pa potem imamo pa prosto. Ob 10-letnici svojega ustvarjanja so izdale tudi zgoščenko. Rodna ti vasica moja se imenuje naš CD. Ja, precej smo jih kar prodali, pravijo, da jih radi poslušajo ljudje, kupijo tudi. Čeprav jih nimamo namena ravno prodajati, 3/4 smo jih najbrž podarili, pa tudi danes jih bomo. Sicer pa so Čebelice pred nekaj leti zagnale tudi mladinski pogon pevske skupine. Ja, smo začeli malo, potem pa otroci so bolj navihančki, ne radi pojejo, včasih ne. Pa nova obveznost bi bila spet, pa tako. Mislim pa, da bodo tisti otroci, ko bodo malo zrastli,
tudi peli, radi pa morda tudi kakšne mlade čebelice. Kot vedno ob srečanjih ljudskih pevcev in godb je bila tudi tokrat mirnopeška kulturna dvorana dodobra polna.